Lep pozdrav, sem Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in danes vam bom predstavila projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu. Poleg našega inštituta v projektu sodeluje še Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in 8 kmetijskih gospodarstev. Projekt se bo izvajal 3 leta, njegova vrednost pa je dobrih 240.000 evrov. V obdobju 2009-2019 smo na inštitutu v okviru številnih projektov dokazali, da sicer količina padavin, ki pade v času vegetacijske dobe v jugozahodni Sloveniji, zadostuje potrebam oljke, vendar lahko z deficitnim načinom namakanja pozitivno vplivamo na kondicijo drevesa, količino pridelka in harmoničnost ter aromatičnost oljčnega olja. Žal pa kljub številnim domačim in tujim raziskavam, ki so pokazale pozitivne učinke deficitnega principa namakanja na kakovost in količino pridelka, se pridelovalci oljk zaradi omejenih vodnih virov, zapletenih postopkov pridobivanja dovoljenj za namene namakanja, pomanjkanja znanja in izkušenj ter bojazni o ekonomski neupravičenosti le redko odločajo za avtomatizirano namakanje. S predlaganim projektom zato želimo zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohraniti kulturno krajino in dediščino podeželja. Hkrati želimo s ekonomsko upravičenim namakanjem izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč ter zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovacij v oljkarstvo. Le to želimo doseči s prenosom rezultatov raziskovalnega dela v prakso, ki smo jih pridobili z večletnim pilotnim poskusom namakanja oljk in s postavitvijo 8 demonstracijskih prikazov namakanja. Hkrati želimo razviti tudi avtomatizacijo namakanja oljk, ki bo temeljila na vsebnosti vode v tleh, fenološkem stadiju rastline in vremenski napovedi in ne bo več odvisna od lastnih občutkov. Izdelali bomo tudi protokol za vzpostavitev namakalnih sistemov v oljčnih nasadih za vse tiste pridelovalce, ki v projekt niso vključeni. V pomoč jim bo tudi aplikacija oziroma model za okvirni izračun stroškov postavitve namakalnega sistema. Ob koncu projekta bomo ovrednotili tudi ekonomsko upravičenost namakanja oljk ter vpliv dodane vode na pojav bolezni, škodljivcev, kakovost in količino pridelka ter kondicijo drevesa. Da bi čim več rezultatov prišlo v prakso, bomo izvedli številna izobraževanja in promocijske dogodke. Z izvedenimi aktivnosti bodo tako kmetje zmanjšali izpad pridelka zaradi vse bolj pogostih suš in tako zagotovili ekonomsko vzdržnost pridelave oljčnega olja. Hkrati bo projekt tudi okolje za izmenjavo informacij med kmetijskimi svetovalci in raziskovalci. V projektu bodo svetovalci tudi pridobili nova orodja, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem svetovanju. Za raziskovalce pa bo projekt priložnost za prenos rezultatov raziskovalnega dela v prakso ter mesto za iskanje novih raziskovalnih in razvojnih izzivov. Ob koncu bi vas rada povabila,
tudi na ogled spletne strani, kjer dobite natančnejše podatke o samem projektu. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.